Zaslužen za možnost ekskurzije je evropski poslanec Franc Bogovič, ki se je s člani ormoškega združenja intenzivneje začel srečevati leta 2012 in potem tudi sodeloval v pogajanjih za ukinitev kvot jeseni 2017. Tako je ta obisk sedaj namenjen, tako da vidimo vse, kar je najboljšega na področju predelave sladkorja, sladkorne pese. V Belgiji smo videli tako raziskovalne inštitute, aplikacijska prenos znanja na polja, kako tudi sodobne tovarne sladkorja. Na Nizozemskem pa gre za nov pristop v tako imenovano bio-based industrijo, se pravi industrijo, ki temelji na naravnih virih, in zanimivo videti tudi te poskuse, kjer se poskuša sladkorno peso predstaviti kot kulturo, ki je zelo dobra kultura, ki pravzaprav največ sonca spremeni v energijo preko vegetacije, in potem ta procesna industrija, ki kaže na povsem nove izzive. Kako pa v Bruslju oziroma v Evropski uniji vidijo željo Slovencev po ponovni pridelavi in predelavi sladkorne pese? Trenutno se tudi v Evropskem parlamentu dosti govori o sladkorni pesi in o napovedih, ki so zopet relativno črnoglede za obdobje po letu 2017. Pričakuje se, da bodo tisti, ki imajo danes proizvodno sladkorne pese, sladkorja, poskušali povečati proizvodno, tudi dvigniti predelke. Drugače je v Evropskem parlamentu nekega govora o tem, da bi kako Evropski parlament vidi slovensko zgodbo, tega pogovora praktično ni. Tu smo poklicani mi, da se mi odločimo in da mi poiščemo in oziroma ugotovimo, ali takšen model izide ali ne izide. Sladkorna pesa je ena od panog, iza katere je tudi v Evropskem parlamentu veliko politike, če smem temu tako reči, konec koncev kvote, to so politična početja. Na nek način tudi v domačem političnem prostoru mogoče čutiti ali bojazni ali odpora proti tej kulturi, ali pa pomanjkanje korajže, da bi si kdo upal stopiti tudi na malce neznan teren. In tu je zelo jasno nakazano, da je zelo velika perspektiva, da pa ne govorimo več o onih klasični predelavi sladkorne pese, zelo dobimo samo sladkor, pesne rezance, melaso, ampak govorimo o zelo širokem spektru produktov, od različnih aminokislin, vitaminov do, če hoče, energetske uporabe, in da je potreben ta nov pristop, nov pogled. Velikokrat pravimo, da mlade generacije nimajo prave perspektive. To je posel za mlade ljudi in tem je treba prostor dati. Člani Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije so se ustavili pri Združenju pridelovalcev sladkorne pese Evrope. Sprejela jih je direktorica Elizabeth Lacoste. Elizabeth Lacoste je razložila, da je Evropsko združenje bilo zasnovano leta 1925. Danes pa v njem sodeluje 19 držav Evropske unije, Švica in Turčija, skupno 350.000 pridelovalci. V 109 tovarnah pridelajo okrog 19 milijonov ton sladkorja iz sladkorne pese. Od leta 2006, ko je tudi Slovenija še bila članica Evropskega združenja, se je veliko spremenilo, predvsem na bolje. To pomeni, da bi se ob morebitni ponovni pridelavi in predelavi morali veliko naučiti. Res pa je, da pesa kmetovalcem zaradi donosa nudi veliko varnost in je donosnejša v primerjavi z drugimi kulturami, predvsem pa dobrodošla v kolobarju. Ekskurzije se je udeležil tudi direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek. Pese se spomni kot zelo dobre kulture, ki je prinašala kar dober prehodek našim kmetijam in že željo, da bi sladkorno peso vrnili na naše območje, sem danes tukaj. Vsekakor pa sem prepričan, da je sladkorna pesa kultura, ki sodi v naše območje, so ugodni klimatski pogoji. Tukaj so nam zdaj predstavili predvsem pridelavo sladkorne pese v energetske namene, ne v namene sladkorja, tako kot so pričakovali člani Združenja pridelovalcev sladkorne pese. Menite, da bi to za kmete kljub temu bilo sprejemljivo? Ja, tudi za mene je bilo to novo, moram priznati, ne, tudi sam, ko smo sem nekako prišli, ne, sem več o manj razmišljal, kako vrniti pridelavo v klasični sladkor, v smislu samo oskrbe. Moram reči, da še zmeraj sem nekako v tej smeri. Na drugi strani pa zelo interesantno ta predstavitev, etanol, biogorivo, te nove tehnologije, ki absolutno so tudi priložnost za naše kmetijstvo in absolutno tudi ne moram reči, da
da bi to dali stran. Slovenska polja, slovenska zemlja so si nekako v teh letih, ko se sladkorna pesa ni pridelovala na našem območju, spočili, bi lahko rekli, od pese, bi pa zdaj verjetno prav prišla glede kolobarja. Ja, absolutno. Kar je zelo pomembno, sladkorna pesa da zdaleč ne več bruto prihodka po hektarju. Se pravi, imamo kulture, ki da bistveno nižji dohodek na površino. To pomembno, se pravi, katere kulture so na tej površini, da je potem seveda tudi dohodek čim višji tudi za okolje. Strokovno ekskurzijo so člani združenja nadaljevali v Irbabu, Belgijskem inštitutu za sladkorno peso v Tinenu, kjer je dr. Guy Legrand razložil, da peso sejejo okrog 15. marca, žetev pa traja od sredine septembra do sredine novembra. Direktor Irbaba Jean-Pierre van der Geten doda, da inštitut deluje od leta 1932. Zaposlenih je 15 ljudi. Njihov letni proračun pa znaša 2 milijona evrov. Ves čas sodelujejo tudi z drugimi evropskimi strokovnimi institucijami. V Belgiji deluje tudi proizvodnja semena Ses van der Have. Peso raziskujejo na svojih poljih, kjer vzorcu namenijo 10 kvadratnih metrov. Vsak dan pregledajo do 400 vzorcev semen 121 sort. Doktorica Dušica Majer, vodja oddelka za rastlinsko pridelavo in živinorejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, pravi, da člani združenja sodelujejo in jih podpirajo. Menim, da imajo zelo veliko energije, da so se v bistvu zelo dobro usmerili. Predvsem se mi zdi zelo v redu, da so najprej pričeli z študijo, ki je kot prvo takrat naredila Mariborska fakulteta, ker so bile neke osnovne smernice tega, ali je smiselno pričeti s to pridelavo ali ne, že dane. In mislim, da grejo zadeve predvsej v pravo smer, da se povezujejo z pravimi ljudmi. Nekako so se člani združenja odpravili v Belgijo in na Nizozemsko, predvsem da spoznajo sodobne tehnologije predelave sladkorne pese, ampak zdi se mi, da so oni doma menili, da v sladkor, ampak tukaj so jim zdaj predstavili nekaj povsem drugega, predvsem v energetske namene. Ja, res je. Tudi jaz osebno sem pričakovala, da bo šlo bolj v smer neke klasične pridelave sladkorja, ne pa toliko v ostale produkte. Udeleženci ekskurzije so z velikim zanimanjem pogledali tudi tovarno sladkorja v Tinenu, ki stoji kar sredi mesta. 5000 pridelovalcev prideluje peso na skoraj 45.000 hektarjih. Zaposlenih je okrog 18.000 ljudi. Pridelajo dobre 3 milijone ton sladkorne pese, katero predelajo v 570.000 ton sladkorja. Tovarna posluje uspešno, saj letno obrnejo okrog 7 milijard evrov. Ves čas stremijo tudi k napredku, kar pomeni, da so v preteklosti 300 milijonov evrov namenili razvoju in znižali izpuste toplogrednih plinov za kar 70%. Strokovne ekskurzije se je udeležil tudi kmetovalec Franc Štih. Do zadnjega je bil pridelovalec sladkorne pese in žal mu je, da smo jo v Sloveniji izgubili. Seveda se borimo ponovno, da bi prišlo do oživitve te kulture, ker nam manjka v kolobarju, manjka nam tudi pri financah. Sigurno tisti, ki smo jo imeli in tisti, ki imamo danes, bom rekel, sinove ali hčere na kmetijah, ki so s to kulturo delno še gorasle, bodo jo sigurno sprejeli nazaj. Zato, da bi jo hitreje sprejeli in lažje ponovno obvladali, bodo kmetje potrebovali veliko sredstev. Finančno plat je predstavil direktor Rabobank Dan Dijk. Rabobanka je največja kmečka banka na svetu in kot ekonomist, kemik, svetuje, da peso predelujemo ne le v sladkor, ampak tudi kemične izdelke, surovino v farmaciji, goriva in podobno. V banki se zavedajo, da viri kot je nafta počasi izginjajo in vlagati je treba v biokemijo. Zelo primerna je prav sladkorna pesa. Ana Maria López Contreras iz oddelka za hrano in biomaso Evropske komisije je opravila posebno študijo. Raziskovali so predelavo sladkorne pese in biomaso v polimere. Ugotavljajo, da je njihova trajnost višja kot trajnost polimerov nastalih iz nafte. Ivan Brodnjak, kmetijski svetovalec, vodja območne službe na Ptuju, je peso nekoč prideloval tudi sam. Pravi, da bi peso kljub spremembam na poljih v predelavi in trgu še prideloval. Sladkorna pesa je kultura, ki nas je najprej naučila
naučila kmetovanja, tisti, ki so bili dobri predelovalci sladkorne pese v preteklosti, so tudi sedaj zelo dobri poljedelci. Nekako vsi, ko govorimo o sladkorni pesi, pričakujejo, da bo to sladkorna pesa v namene pridelave sladkorja. Ampak tukaj so nam zdaj predstavili tudi druge namene. Ste to pričakovali? Ja, mogoče tudi, ne? Ker jaz mislim, da ta opcija trenutno celo boljša, zelo dobra alternativa. In mislim, da bo ta predelava bioetanola pa celo druge alternativne zadeve še bolj interesantna kot predelava sladkorja. Prisluhnili smo lahko tudi predavanju Berna Smitha iz Ekonomskega inštituta. Po naročilu nizozemske vlade so naredili študijo prav za slovensko pridelavo in predelavo. V študiji ugotavljajo, da bi sladkorna pesa bila dobrodošla v kolobarju. Sodobno tehnologijo bi je lahko predelali 4000 ton dnevno in predelava bi trajala kar 125 dni. Predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije Miroslav Kosi razloži, do kakšnih spoznanj so prišli na ekskurziji. Praktično vsi ob napovedi, da je padec kvot tik pred vrati, enostavno iščejo rešitve, kako zagotoviti ekonomičnost pridelave sladkorne pese in zato seveda delajo z raznimi strokovnimi inštitucijami, seveda razne simulacije, da tudi tisti, ki peso prideluje, enostavno ohrani interes za njeno pridelavo. Tudi združenje je začelo iskati rešitev za ponovno vračilo sladkorne pese v kultivar, kajti vemo, kaj sama pesa v kultivarju pomeni, da potem posledično tudi najdemo povezavo z tem razvitim, z stroko podprtim svetom. Franc Kučan, predsednik sindikata kmetov Slovenije in podpredsednik nadzornega odbora združenja, pravi, da so pričakovali resnico glede sladkorne pese. Na koncu je najbolj zanimivo bilo to, ko smo ugotovili, če slovenski kmetje ne bomo osebno pokazali interesa in osebno združili kapitala, nam ne bo nihče na pladnju prinesel tovarno v Slovenijo. Kmetovalec Janko Petrovič je sladkorno peso prideloval poskusno še pred desetletji, ko tudi prve tovarne sladkorja Ormož še ni bilo. Dogajanje ga zanima še danes. Moram reči, da sem te dni izjemno zadovoljen, kar smo videli. Bi bili pripravljeni vlagati recimo v izgradnjo nove tovarne, tudi v izgradnjo nove tehnologije, ki bi jo potrebovali doma? Bi bil pripravljen, seveda, ampak predvidevam in pa to, kar zdaj delamo in kar se trudimo, bo seveda dosta težje do tovarne priti, kot je bilo jo prodati. Bil sem tudi takrat predsednik kmetijske zadruge Ptuj, ko se je tovarna Ormož prodajala in moram reči, da edino ptujska kmetijska zadruga ni prodala deležev in če bi drugi sledili nam, danes ne bi trebali tu okrog hoditi. Strokovne ekskurzije se je udeležil tudi Dejan Šumak, podjetnik in kmetovalec, ki se s peso sicer nikoli ni ukvarjal, a ga novosti vedno privlačijo. Po vseh teh seminarjih oziroma debatah, diskusijah z strokovnjaki iz Belgije in pa seveda z Nizozemske ugotavljam, da so nekako začrtane smeri, ki jih imajo tudi ogromna in velika priložnost za Slovenijo. Kot združenje, torej kmetje, pridelovalci in pa seveda tudi organizatorji se zavedamo, da je najbolj pomembno, da v prvi vrsti postavimo sladkorno peso nazaj na njive in potem razmišljamo, v katero smer, na kakšen način lahko procesiramo to sladkorno peso in v katere produkte. Vi bi si peso želeli pridelovati ali tudi investirati v predelavo? Ja, upam, da oboje, ne? Ker kot sem omenil, ne, aktivno vlogo kmetovati pomeni, da tudi samo še neke površine imeti. Ne? Smer mojega interesa je pa predvsem v organizaciji. Kako se vam zdi, kako slovenska politika to sprejema? Mislite, da pospešuje ali bolj zavira? Moje mnenje je zelo enostavno. Ne? Če želimo spremljati trende in želimo biti prvi, se pravi, potem na nek način moramo biti tudi mi, torej pridelovalci, organizatorji nekega procesa, tisti aktivni akterji, ki bomo tudi seveda naši politiki povemo, dajali neke znake, gledajte, dajte, prosim nas podpirate v tej smeri, ker smatramo, da smo lahko izmed prvih in to so tiste ideje, ki jih mi v Sloveniji še kak fejs potrebujemo. Ne? Zato mi nekako ne pričakujemo, da bi pa zdaj kar vsi povedali, to je zdaj ena super odlična ideja, zdaj pa imamo samo vas. Ne? Vi si torej želite investirati v nekaj, o čemer ne bi capljali v bistvu za drugimi? Nikakor ne.
mi smo v preteklosti v Sloveniji se prevečkrat ukvarjali z preživetimi zgodbami. Ne? In mislim, da je leto 2015 še posebej tisto leto, za katero lahko povem, da je dovolj neke pozitivne energije, da pa lahko enkrat napravimo neki presečni datum in povete, gledajte, mi si želimo nekaj več, kot smo to do zdaj delali. Ne? In to pomeni biti vodilen, ne pa slediti trendom. To je tisti cilj, ki ga na nek način želimo doseči in pa biti inovator na tem področju. Ekskurzije se je udeležilo okrog 50 kmetov in strokovnjakov, ki so po povratku v Slovenijo kazali nov zagon in voljo za nadaljevanje aktivnosti v smeri ponovne pridelave in predelave sladkorne pese.